Fantasy. Radio Fantasy. Hvala lepa za tole. Lahko rečem kar češnjo gor na vrhu sadne kupe za Sugar, ampak imava midva še nekaj drugega, sam treba bomo na vrh priti. Ja, ba je, da v nedeljo se Kunigundamo, jaz sem tam sicer večkrat sam. Pot za nas z nekondicijo je kar za j. Sam je pa fajn poleti, če greš gor na Kunigundo, ker imaš pa ful borovnic. Miran je itak zapisal, da lahko priješ z avtom gor. S kolesom, s kirojem, peš, kakorkoli, sam da priješ. Ja, Miran, grazie, pozdravljen, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Dober dan in pa Grega Novak, lepo zdrav. Pridite malo bližje mikrofona, pa jih bom Ja, no, mi smo na radiju, a veš. Tu smo. Ole, vidimo se, ja, slišimo se. Kunigundanje. Ja, dan odprtih vrat doma planinskega, dom je v lasti PD Galicija. Sicer pa ja, relativno znana izletniška ali pa pohodniška točka, ne? 565 ali metrov. Tako da ja, malo smo razširila, novo pečena člana sva, planinskega debitanta, pomeni vsak od članov društva je ob nedeljah lahko ali zaželjeno, da je dežurn in zdaj smo videli dežurna. Aha, v paru. Aha, oba sta dežurna. Ker smo se malo bolj na širok lotila, zato pa smo. Aha, ok, super. Sam to pomeni, a veš, ob nedeljah, ko je nekdo dežurn, dobiš tudi nekaj za pit pa za jest. To je izjema, ne? Mislim, ker za pit imajo vedno, oziroma imamo planinci vedno, hrana je pa tokrat izjema. Veš, kaj ti povem, iz izkušnj ti povem, da štrudl, kakšna krajinska, kak kos kruha se skoraj vedno najde. To je res, ja, to je res. Ja, ampak govoriš v ednini, ne? Ena krajinska, en štrudl, ne? Ne, ni ponavadi na Kunigundi oziroma na gori ali pa Šentjungertu ni hrane. Ponavadi. Ti, ko ne veš, če imaš veze, pa veš, kjer je gor, veš, da bo nekaj dobrega prinesel. No, to je pa se sama povedala. So izjeme. Ampak toliko hrane in pijače, ko bo pa letos, je pa še ni bilo. No? Tako pravijo stari planinci. Pekli se bo, obračali se bo, mešali se bo. Tako, ravno zdaj smo potem na poti na naš svinjski sejem po čebulo, ker rabimo zelo veliko čebule, ker bo golaž. Super, kaj še bo tam eno uspuca mene bučnica pa vzela, prosim. Lahko. Odlično, hvala. Kaj bo še poleg golaža? Kruh. Okay. Pa čebula? Ne, ostala ponudba me zanima, ker vem, da se bo tudi pekla. Žar ponudbo še bomo imeli, se pravi golaž na porcije, pa ta žar ponudba. Sodelujemo z lokalnimi kmeti, oziroma tudi, ki so člani društva in smo pri njih malo dobili podpore. Mesarstvo Grobelnik, mesarstvo Dolar, pa mesarija Čas iz Žalca. Sami naši. Tako, poznate vsi vse. Tam bomo malo to dobili, v glavnem, pa to vržemo na žar, pa prijete, pojete, je to. Pa se odkotalite pol nazaj dol. Kdaj se začne to? 7 zjutraj. Kdaj? 7 zjutraj. Prvi čaj, šnapček, ali pa ne. Ali pa ne. Kava, voda, mrzla, hladna, topla. Pač zdaj tak je, ne. Načeloma štart za Kunigundo je možen iz večjih smeri. Jaz ponavadi štartam v Šmartnem. S čim? Peš. Da mi je to videti. Jaz hodim peš. Lahko vi to uvekovečite, če bo prišla gor. Z veseljem. Prosim. Veš, koliko slik imam jaz Kunigunda? Ja, Kunigunda, ja, slike. Ne, peš grem. Res grem peš, prisežem. Tudi v nedeljo bom šla peš na Kunigundo. Ja, poti je več, recimo mislim, da vojniški planinci vsako leto grejo z Vojnika. So kar za 1. maja, mislim, da oziroma okoli 1. maja so imeli... So že bili gor, ja, takrat. Smo že bili gor, sicer jaz nisem štartala iz Vojnika, to je res, ker smo šli malo kasneje, ampak vseeno smo štartali iz Šmartnega in smo se poveselili tudi na Kunigundi hrano, ko sem pacala, sam povem. Torej, vse to bo. Kunigundanje je v nedeljo, ob 7 uri zjutraj se začne, kdaj se konča? Ob 7 zvečer. 12. To je za to prave planince. Me je kar stisnilo. Ampak v redu je. Bomo slišali zdaj v nadaljevanju, kdo vse bo špilal gor. Radio Fantasy predstavlja. Evo, klepetamo, čvekamo 16 minut do 10 je ura. Grega Novak in Miran Gracer sta z nami in pogovarjamo se o Kunigundanju. Uradna člana PGD Galicija. Frišna. PD. Planinsko društvo Galicija. PGD še nisi. Še niste, ne. Še ima ta čas. Je rekel še to. No, vse imamo gor, ne, za zaščito. No, ampak ko se že zdaj ravno pogovarjamo o takšnih situacijah, vse od požara in tak naprej,
Naše Kunigundanje ima eno dobrodelno noto, če se ne motim. Res je. In boste malo več povedali o tem? Ja, zgodil se je pred mesecem dvema neljubi dogodek in smo se planinci odločili, da bi bilo dobro na taki izletniški točki imeti AED ali defibrilator. Defibrilator. Se bomo naučila. To mašino. Ja. To mašino. Za oživljati. Nekaj sredstev je že zbranih preko prijateljev oziroma podjetnikov, donatorjev, nekaj še pa manjka in ta del bi radi zdaj tu gor zbrali in zadevo pripravili do konca in zmontirali zadevo čim prej. Ok, zdaj mogoče na kakšen način se bo zbiralo? Bo to zdaj, da bo vsak lahko svoj dobrodelni prispevek prispeval, ali bo to šlo od hrane in pijače, ki jo bomo zapravili? Ali... Oboje, ne? Zdaj, oboje, kje bo prej, ali pa oboje bomo združili potem na koncu in verjamem, da bo denarja ali pa sredstev dost. Nekaj, oziroma razlika v ceni psa gre v društvo in za te namene. No, super. Poleg tega bo pa neka skrinjica ali pa škatlica za prostovoljne prispevke in to je to. Nič prešerja, nič. Ok, se pravi, koliko date, važno je, da pridete. To je to. Lahko se pride iz različnih koncev, ne? Smo ugotovili. Smo, ampak izven etra, pa da mogoče povemo. Ni pa organiziranega štarta, ne? To pač prideš, ko priješ. Vsak po svojih kondiciji primerno. No, v glavnem, ob 7 zjutraj ta prvi pohodniki, ta zadnji pa najkasneje ob 5, da še bodo do 7 ujeli kaj, ne? Ja, ker muske bo kar nekaj, ne? Zdaj sem rekel prej, da bomo malo povedali, kaj se bo dogajalo. Imaš cel kup mate, ne? Cel kup ansamblov. Lepo so se odzvali mladi in manj mladi ansambli, glasbeniki, muzikanti, praktično iz cele Slovenije. Dolenjski asi, Horjulski kvintet, guštni muzikanti, ansambl Posluh, ansambl Štos in ansambl Odmev. To se bo peljalo kar skozi cel dan. Tako, od zjutraj, mislim, da prvi kar ob 9:10 začnejo, živo, harmonika, tako mora biti. In potem to stopnjujemo do neke špice, pa umirjamo tam po 5 uri. Ok, ampak se pravim, zdaj jaz, ko štartam iz Šmartnega, lahko povem, da hodim gor slabo uro. Nimam neke kondicije. Koliko se pa z avtom voziš? Mene to vedno zanimalo. 5 minut, 10. A veš, da z avtom pa ne vem, če sem že bila kdaj gor. Tako da ti ne znam povedati, iskreno. Je pa res, da gor grem po hosti, dol grem po cesti. Ziher je ziher, ker za dol... Odvisno od ure, ne? Ja, no, mislim, da se zdaj ne spotakneš, ki ja, veš. Ne, drugač pa ja, na Kunigundo je vedno fajn iti. Poti je ogromno, poti je iz Gorice pri Šmartnem, iz Zavrha, iz Galicije, iz Podgore. A vama sam povem eno anekdoto, ki se mi je zgodila recimo v času korone. Ko smo šli na Kunigundo, prepričani seveda, ker smo bili omejeni na občine, da Kunigundo spada pod Vojnik, ne? Pa pridemo midva z mojim na Kunigundo, pa srečamo en par, midva smo pa mislili, da je to pod Žalc, pa pride še ta tretji prače, ne, to je pod Cele. No, na koncu smo ugotovili, da Cerku je pod Žalc. Pravzaprav... Tak nekak je, v glavnem, midva smo z mojim zgrešila, spada pa pol, ja, pač pod Žalco pod Cele, ne? Tako da, vi, oni so se lahko družili, midva smo pa... Dobro, da je sola štrapala. Švarcfura. Vojnik ni, Vojnik ne seže do tja. Ja, pač nismo razmišljali, ampak... A je to zdaj važno? Ne, mislim... Zanima me sam. To je mimo, ne? V koroni je pač bilo to taka zadevica. Ja, zdaj pa Kunigundanje za vse. Za vse. 2.6. nedelja od 7. Od nič do 119 let. Pa od 7 do 7. Madonna si postavil letvico 119. Vabljeni vsi. Vidva bosta šla peš? Tokrat ne, mislim. Ne, jaz, če le časovno znese, grem vsak dan peš. Tokrat pa vozim gospodarsko vozilo, ker bo neki robe noter. Pa mislim, da vidva greta že en dan prej. Mi začnemo v sobote priprave, pa organizacijo, pa vse skupaj. Te bojo prespali, ne, smo slišali. Ja, mislim. Treba je gola šahtati. Ja, tudi če kdo 5 zjutraj pride, bi se že znal kaj zgoditi. Torej, Kunigundanje 2.6. od 7 do 7. Tako.
dobrodelna To je nota. v nedeljo zdaj, ja. Tako, prineste kak evro zraven, da ga boste lahko zapravili v dobrodelne namene oziroma za defibrilator, Bravo. ki ga Bravo. potrebujemo na Kunigundi. To sem se jaz trenirala, da zdaj Ja. znam reči. Lahko pa mogoče se še tudi naučili uživati, ker to pa Pa tudi prineste nobeden od tudi nas malo ne zna. dobre vole, ker se bomo imeli fajn. Lačni pa lahko pridejo, ne? To pa zaželjeno v bistvu. Pa žejni. Dobro. Tako pridite lačni pa žejni. Miran in Grega, se vidimo v nedeljo. Lahko še dve zadeve izpostavim. Dej. Z nami bo žgani kuha Vahtar iz Pohorja, degustacija žganih likerjev in pijač. Z nami bo vinarstvo Glavač, špricer, penina in druga vina. Evo, to je še ekstra. To je še ekstra. Ja, mislim, jaz bom tam, kaj pa ti? Bom, ja. Vse vidimo. Vidimo se v nedeljo od 7 ure zjutraj. Šušite, čakam. Radio Fantasy. Radio Fantasy.